Lepo pozdravljeni v podkastu Vroča tema. Tokrat govorimo o tako imenovani romski problematiki. Naš gost je nekdanji vršilec dolžnosti direktorja Urada za narodnosti, gospod Janez Doltar. Gospod Doltar, pozdravljeni. Pozdravljeni, hvala za povabilo. Povejmo za začetek, da bomo govorili in bomo ločili kriminal in kazniva dejanja od tako imenovane romske problematike. Se strinjate? Lahko, ne, čeprav kriminal ni moja tema. Ja, saj zato bova govorila. To so pač policija, tožilstvo, sodstvo. To, koliko sem pač videl, lahko kaj tudi. Ja, torej, to, kar želim povedati, je, da tudi če je nekdo Rom v Sloveniji, še ne pomeni, da lahko krade, da lahko uničuje tujo lastnino, da lahko posiljuje mladoletnice ali pa mogoče celo mladoletnike, da lahko poseduje orožje in z njim strelja in da lahko ubija. Se strinjate s tem? Se strinjam, absolutno. Ne. Ja. Se mi je tudi dosti prenapeto, bom povedal. No, izvolite. Torej, v čem je zdaj problem teh dogodkov zadnjih dni in vsega tega načina reševanja? Se ga lotevamo prav ali narobe? Kdo je kriv za to, kar se dogaja? Reševanje se lotevamo narobe. Ves čas, vsa leta. Jaz sem bil že leta v času Pahorjeve vlade član vladne komisije za integracijo romske skupnosti, pozneje tudi predsednik komisije za integracijo na SOS, skupnosti občin. In takrat, ko sem bil član te vladne komisije, je to komisijo vodil minister Lukšič, ki je zelo ignorantsko gledal na moje pripombe, ne. Enostavno, seje so tako trajale, da je običajno zamujal na sejo in ko je že prišel, rekel, da se mu mudi, ne. In je pa prvi pregled zapisnika, pa so v bistvu prekmurski aktivisti govorili, da je treba bivanjske razmere urediti in pol, dokler sem jaz prišel na sceno, mi je pač rekel, da grem na teren delati. Sem rekel, jaz na terenu ne morem delati, ker nimamo sistemskih orodij. To je osnovni problem te države, ne. In je v bistvu se začelo že praktično 92. Jaz se spomnim iz mojih belokranjskih mladih dni, da so Romi hodili delati, da so Romi bili del družbe. Če si rabil koga za pomoč v vinogradu ali pri hiši, kjerkoli si šel v naselje, so fantje prišli in so dobili hrano, so dobili plačano. Jaz sem tudi glasbenik in sem svoj čas tudi vodil na diskoteko, ker je bila zelo, zelo priljubljena. In tam je bilo v bistvu vsaj 20% je bilo Romov stalnih obiskovalcev, ni bilo nobenih problemov. Nikoli se niso sprli z večinskim prebivalstvom, če so se med seboj in to smo hitro uredili. Torej, v čem je zdaj problem? Problem je v bistvu ta socialni transfer je počasi pripomogel, da so Romi nehali hoditi v službo, ker so gotovili, da za nekaj manj denarja so lahko doma, pa lahko še malo gobe nabirajo, pa lahko malo, ne vem, zelišča, pa, ne, in pa seveda, ko imaš ti malo več časa, se pa tudi neke druge dejavnosti začnejo. Vmes je pa tudi v bistvu ta močen aktivizem za varstvo romskih pravic naredil tudi svoje, ker v bistvu pa ljudje izgubijo občutek, ne, za neke vrednote, ne. In skozi ta socialni transfer, neodgovornost do socialnega transferja in nehvaležnost, bi se temu reklo, kajti odkot prihaja? Iz davkov. Davkoplačevalci, ki delamo, plačujemo davke, nekdo ne plačuje ne davkov, ne, in živi od tega, in kar je še najhujše, ko nekomu, ki je na socialnem transferju, policist napiše kazen za, ne vem, razgrajanje, za streljanje, za karkoli, ta kazen ni izterljiva. In celo, mislim, policista je čisto razumem, ker se v bistvu vse leti na policijo, da se policist, ko mu piše kazen, nekemu Romu reče, dej, itak bom vrgal in pred njim vrže to, ali pa raztrga. Ker ve, da ni izterljivo. In policija izgublja voljo. To se pravi, vi se strinjate s tem ukrepom, ki je zdaj predviden, da bi tudi od socialnih pomoči lahko trgali in iztirali vse te kazne in neplačane račune? Absolutno. Če bi to v trenutku se naredilo, ker morate vedeti, v Kočevju obstaja en rekorder, ki je bil za 100.000 evrov dolžan državi iz naslova nekih kazni. 5.000 je kar neko povprečje in v bistvu to je družino pahne v strašno revščino, ne. V bistvu
je vse to, kar se zdaj dogaja, vsi ti predlogi, ves čas stranke delajo nek populizem. Levi kao ščitijo, desni se ne upajo, pa govorijo, da ne moramo zaradi vas narediti. Ves čas se dogodi, ampak višek populizma, za moj pojem, je bil govor Goloba v Novem mestu. V kakšnem smislu? To je prav pokazal, da on kot predsednik vlade prvič reče, da država ne funkcionira. A on jo vodi že 3 leta pa pol, to je prvo. Drugič, on ne pozna, kaj se ne da, kaj je protiustavno, kaj je protizakonsko. Tam je kup stvari, ki jih je predlagal. Najmanj, kar je treba ustavo pa zakon spreminjati. Za ustavo rabiš dvotretjinsko večino, za zakone so pa postopki znani. To ni stvar navdiha ali pa nasveta njegove partnerice. To je stvar stroke. In kaj od tega je protiustavno? In da odstopi ministrica za pravosodje, meni neumnost. V bistvu nikoga je treba bilo izbrati za žrtev. Ona ni to nič kriva. Ministrstvo za pravosodje izpelje, ko je politična volja, ne? In obsojati tožilstvo in policijo in sodstvo. Ne? Jaz poznam primer, ko so policija, sodstvo, tožilstvo in sodstvo naredili neverjetno dober posel, za moj trenutek celo skoraj pretiravali. Bilo je, mislim, da 2 leti nazaj, ko so Romi zaprli regionalno cesto, vstavili avto in začeli streljati na tisti avto. Ampak tem avto niso bili iz večinskega prebivalstva Romi. En ga je obstrelil, en ga pa ustrelil do konca. In tisti, ki je streljal, je dobil 30 let zapora. Pa še nekaj, Romi to podpirajo, ker je bil besten, ker so se ga bali. Kaj hočem povedati? Ne moramo mi kriviti, da je neučinkovito tožilstvo. Jaz ne vem, če je kdo v Sloveniji še dobil 30 let zapora. A si predstavljate, ne? Torej, je to vse neutemeljeno, to je vse en populizem. Ne? Dobro, morbiti je bil lahko minister za notranje zadeve bi lahko odstopil, ampak prvi, ki bi moral odstopiti, je minister za družino in delo, Luka Mesec, njegov državni sekretar, Dan Juvan, ki je v zadju zelo zaviral. Jaz sem videl njegov odnos do mene. Ko sva, začetka bil navdušen, ker vlada je rabila nekoga, ki je strokovnjak za to. Mene je pripeljal gospod Grizold, ki je zadevo poznal. Torej, kaj ste vi predlagali? Vi ste predlagali nek strategijo reševanja. Seveda. Kaj govori ta strategija, ki ste jo vi predlagali? V bistvu, prvo je bila dilema okrog županskih predlogov. Ja. Županski predlogi so vsebinsko v redu, vendar v samem delu oblikovanja, nekih detaljih funkcioniranja bi jih pa treba preoblikovati. Kar pomeni, da so bili tudi pripravljeni populistično. Ni bila udeležena stroka. Ja, kaj točno zdaj preoblikovati? Recimo iz centra za socialno delo, ki delajo na tem področju, so imeli kup pripomb, ampak nihče ni vprašal. Nihče. In jaz sem tudi kot direktor tudi povedal gospodu Macedonijo in njegovi direktorci, da to bi stvari popraviti, sem me tako napadla. V bistvu, jaz sem hotel, da te županske predloge vzamemo kot materijo za pripravo pravih zakonskih sprememb, to je eno, in dodatne predloge, ki sem jaz imel. Eden od zelo pomembnih predlogov je leta 2022, oktobra, je za resolucijo parlament EU predlagal tudi, vse, kar se tiče reševanja Romov, tudi v posebnem odstavku digitalno kartico. Vsem državam, ki imajo romsko populacijo. S to digitalno kartico se da nadzorovati potek, porabo socialnega transferja. In zato ne rabiš čisto nobene zakonske podlage, ker ta trenutek centri za socialno delo tam, ker vidijo, da poraba ni pravilna ali pa ker je kritično, ker otroci so lačni, kljub temu, da so veliki prihodki. Zelo veliki, veste, velike družine dobivajo. Ja, sej beremo, če imaš 5 otrok, če ima družina 5 otrok, dobi 3500 evrov plus še dodatke. Ne bom potrdil, da je točno tako, ker zdaj objavljajo pač politiki. Sem pa vedel, ko sem delal na tem področju, jaz sem stalno komuniciral z policijo, z centrom za socialno delo, z šolami. Mi smo sklicevali sestanke, ampak smo videli, da ne moremo nič, ker sistemsko ni dovolj urejeno. To se pravi, digitalna kartica bi povedala, kako se
troši ta denar, da ni za nakup nekega avtomobila, hiše, vidimo, da kupujejo z gotovino. Orožje. In orožje, ja. A veste, kaj pomeni? To je odvzem gotovine. Romi rabijo potrditev. Na jugovzhodu jih večinsko prebivalstvo ne mara. Že ko greš trgovine grdo gleda, sem en redki, ki se pozdravljam z njimi. Ne? To je en del. In on rabi denar, da se vidi. Ne? In zdaj, če ti njemu vzameš gotovino in on ta denar mora porabiti, da živi, da ima mleko, kruh, šolske potrebščine, obleko, vse to, ne? In je to že nek udarc. Bom čist en primer povedal. Mislim, da je v kakšnih 5-6 let nazaj. Vsako leto je krog Božiča in novega leta strašno streljanje. Od avtomatskega orožja s pištol, od raket do ne vem kaj vse. Ne. To je včasih, kot da je vojno stanje, kot da si na fronti. Ne. In smo imeli sestanek policija, predstavniki Centra za socialno delo, romski svetnik in jaz na občini in smo razpravljali, kaj narediti, da bomo v bistvu to omejili. In je romski svetnik se je obrnil proti fantom, ki delajo na centru, takrat en je že pokojni, en je v penziji, rekel, vidva sta kriva, da se to strelja. In so skočili čez mizo njega, kaj se pa ti greš, ne? Je rekel, Romi kupujejo z vašim socialnim denarjem vse to, s čemer streljajo. Trenutko smo končali sestanek, je rekel, Polde, veste kaj, mi gremo s ponedeljkom po naselju in bomo vsaki hiši povedali, da bojo šli na funkcionalo, socialni transferji, tam, kjer se bo streljalo. Kaj to pomeni na funkcionalo? Funkcionala pomeni, da center pridobi neko trgovino, to so običajno manjše trgovine, ki imajo zelo ozek ozko ponudbo sortimana. In, živila, recimo. Ja, živila, ki kakšna obleka in v bistvu Romi dobijo kot naročilnico, gre se tam v to trgovino, tam so seveda pritiske, da jim da še kakšne cigarete, pa ne vem kaj, ne. Eni hočeš celo denar, ampak to pač, in trgovine tega ne marajo, ker imajo pol kreg, sploh pa veliki centri ne, da se bo nekdo na blagajni z rovom kregal, ne, in tega nočejo, ne. In to je strašno zamudno delo. To bi bilo v bistvu, ta kartica je v bistvu nek pripomoček. Torej, denar bi bil naložen na kartico in s kartice ampak bi se porabljal. Ampak ne v vseh primerih. Ne. Kaj hočem povedati? Ko so fanti iz Centra za socialno delo družinam obrazložili, da za tam, ker bo dokaz, da je nekdo od njih streljal, jih bojo dali na funkcionalo. Bodo dali denar na kartico. Takrat je bilo funkcionala. Na naročilnici. Kartica je pa v bistvu lažja, to so Italijani že uvedli pred 7 leti. In to zdaj države uvajajo. Mi zaostajamo za vsemi. In kaj je bilo? Nobenega streljanja ni bilo. Za njih je udarc. Njim ni nišče vzel, ne kruha, ne mleka, ne vode, nič. In tudi z tega se plačuje vodovod, elektriko, vse, kar rabijo. Do interneta, če hočete, karkoli. In to je tist del, ki deluje, ampak ko sem jaz to omenil, to je dan juvanje, kar še tisti par laske je imel, mu je skoraj odpadlo od jeze. In tudi, ne vem, predsednica odbora za notranje zadeve, gospa Novakova je čisto rekel, ne, to pa ne. V bistvu sem kar počasi ratal sovražnik. In kaj se je zgodilo? Dan preden so se obravnavale v državnem zboru pobude županov, sem srečal Dana Juvana pred poslopjem generalnega sekretariata vlade. Živijo, kaj prideš jutri v parlament? Sem rekel, kaj pa je? Ja, kaj ne veš? Sem rekel, ja, nisem dobenega vabila dobil. Ja, obravnavali bomo tiste, kaj so župan predlagali. Sem rekel, ja, boš ne me vabilo. Pa me je vprašal, na čigavi strani sem? Na čigavi strani? Pa sem rekel, Dan, jaz sem na strani razuma. Ja, pa te ne rabimo. Točno tako je bilo. Kaj hočem povedati? To se je šlo za politični prestiž. Župani so večinoma desni, ne bomo opravnavali, mi smo levi, v bistvu ves čas je šlo za ta
pobalinski odnos vlade, s tem, da so vedeli, da imam jaz podporo od gospoda Goloba, ker sva midva neposredno komunicirala preko SMS-ov. To se je vedelo. In mene je bilo treba odstraniti in oni meni pošiljajo všečke, ker je videl, da sem na pravi strani. Celo sem enkrat napisal, da me levica zavira, da težko bom jaz to speljal. Ne? In mi je celo odpisal, jaz imam to vse dokumentirano. Dobro, zdaj greva naprej. Kaj od tega, kar zdaj vlada predlaga, konkretno ste komentirali doktorja Goloba, kaj ni sprejemljivo in kaj bi šlo? Detaljev se nisem spuščal. No, recimo, ker hočem sem to povedati, da iz tega več ali manj ne bo nič. Zakaj? Zato, ker je za marsikaj, kar je on predlagal, je treba zakon spreminjati. Oni imajo še 3 mesece časa. Pa je predvolilna kampanja. S tem, lahko se zgodi, da bo vlada že prej odstopila. To pomeni, da to kot eno... Problem Goloba je v tem, da skače v bazen s prazno vodo. To je njegov problem. Spomnimo se prvič, ko je sodnikom kar obljubil plače. To je javni sektor, to je procedura. Ne? Stalno nekaj obljublja, tako zdaj božičnice. Se v redu, da so božičnice, ampak to se začetku leta pripravlja, da se podjetniki pripravijo finance. Ne? Vsej Krka ima fantastično božičnico. To ni za problem. Problem je pa za določene podjetnike, ki so, bi se rekel, na meji preživetja in bi bilo za njih, če bi prej vedeli, da bo božičnica, bi rekli, mi bomo božičnico že med letom nekaj dajali, na koncu bomo pa večji del, ker je to neobdavčen denar. Tako je regres. In ker so itak podjetja oziroma delo je preveč obdavčeno. Gremo nazaj na romsko problematiko, če se strinjate. Zdaj, bilo je veliko in vse več je teh dogodkov, kraja, pretepli so enega kmeta tamle v okolici Ljubljane, tudi pri Novem mestu so nekoga pretepli, kradejo, ne spoštujejo zasebne lastnine, ne plačujejo računov, nenazadnje imajo nelegalne gradnje. Kako se potem v tujini s tem soočajo, kako bi to rešili? Je tu kriva policija, pravosodje, jih je treba zapreti? Tujini je red, v tem je problem. Ja, kako to naredijo drugi? Mi smo že ob samosvojitvi naredili strahotne napake. Zakonodaja je tako narejena, da v bistvu vsak dober odvetnik lumpa ven zvleče iz zapora. To je osnovni problem te države. Zato, ker očitno je bila ta država namenjena tem plenjenju. Vse nas Evropa opozarja, da gre 3,5 milijarde vsako leto za korupcijo. In ko bi si vsak državljan preračunal, koliko gre iz njegove denarnice, bi bili vsi na ulicah. Tako so bili zdaj zaradi smrti Aceta, kar jaz zelo obžalujem. Ampak to sem jaz napovedal. Jaz, ko sem odhajal iz urada, ko so me tako grdo osramotili, sem rekel, boste videli, to se bo zgodilo. In kdo je zdaj kriv za smrt tega gospoda? Ignoriranje. Enih in drugih. Veste, tu če recimo župani predlagajo neke resne zakonske predloge, recimo primer, ko so se že zbirali podpisi, je pa kar naenkrat v vrtcu premalo prostora. So rekli, Madonna, vrag šalo jemne, moramo drugače. Romi se zelo hitro prilagodijo. Če se ne bi preživeli, vedno so bili odstranjeni družbe in so morali preživeti. Ne? In so se hitro začeli prilagajati. Veliko hitrejši kot mi. In tudi ta njihova medsebojna komunikacija izredno hitro teče. Takoj vejo, ne. Ampak pa so videli, da je v bistvu to zavrnjeno, fino, ne. Vsakokrat, ko je v bistvu... Torej vse to, da bi morali otroci hoditi v vrtec in če nekdo ne hodi v vrtec in šolo, nima socialne podpore. Ja, to je kar nemogoče, zato ker socialni transfer, oziroma mi smo socialna država v ustavi opredeljeni. Ne? To ni tako enostavno. Ampak smo tudi pravna država. In to je v bistvu populistično. Ja, problem je v tem, da smo pravna država in da nekdo lahko dela karkoli samo zato, ker je Rom. Ne? Kako gledate na to? Ne moreš zato, ker si Rom, pač krasti, pretepati, ubijati. Črnomaljski župan, moj prijatelj, je zelo lepo povedal. Ne samo Romi, tudi ostali ugotavljajo, da delo se ne splača. Ne? Delo ni več vrednota. In jaz sem že pred leti, predstavnica Rdečega križa novomeškega mi je rekla, ne gledati sem Rome. Tudi vsi ostali, ki so na trajnem socialnem
transferju. To pomeni vseživljenjska odvisnost od sociale. Te pohabi. Dobesedno te pohabi. Ne? In dejansko njih ne vidimo, ker ne živijo v naselju, ker niso strnjeni in ker nimajo drugačne barve, bi se temu reklo. Ne? Ampak tudi so z njimi problemi. Na Rdečem križu so točno vedeli to. Ne? Tako da ni ravno, ampak zdaj, ki je pa taka izrazita potuha z trenutne vlade, predvsem iz strani levice in nevladnikov, je pa v bistvu so Romi dobili še dodaten zamah, danes se nam nič ne morajo, ne? Kaj se pa grejo ti župani. Ne? No, prav nevladne organizacije dobivajo zelo veliko denarja, milijoni gredo za nevladnike, pa tudi za občine. In kam gre potem ta denar? Kaj ste vi opazili? Nevladniki imajo dobre plače, treba bi preveriti, koliko je imela gospa Novakova, Tereza Novak, ki vodi odbor za notranje zadeve, plače, ko je bila nevladnica. To se da preveriti, jaz vem, pa ne vem tu izjavo. Društvo Ključ so prvi, ki so pisali zoper mene. A veste, zakaj so začeli pisati? Pisati so začeli, ker sem 14 dni pred tem na projektu SIFO Roma, to je v bistvu en tak mednarodni projekt, ki smo se pogovarjali, kaj bi treba na področju romske problematike narediti. Jaz sem že prej hodil kot uslužbenec in kot član komisij na ta odbor. In smo sem debatirali, pa smo dobro nekaj pojedli in smo šli domov. Dobili potne stroške, super, ne? Ampak jaz sem takrat pa, ker sem imel neko avtoriteto kot direktor urada in ker sem šel ravno tisti dan skozi rešeto te kadrovske komisije, ker sem imel upravo z odliko, to pomeni, da bom verjetno imenovan za naprej. In sem lepo rekel, ogromno denarja gre, rezultatov pa ni. Ja, me da 16 milijonov, tako lahko berem. Ja, in da povem, Ja. to je treba razdeliti, to so različni veri. Ne? Boste povedali, bom povedal. kam to gre. Ja. Ampak da tu povem. In kaj je med prvim zapisano strani Društva Ključ, ki je v 10 letih dobilo več kot 1 milijon evrov. Jaz tega nisem vedel, to mi je novinar, reporter je povedal, ki je z mano delal intervju. In to praktično, kot izvem, so sem 3 ženske notri. Ne? Oni se ukvarjajo z, ne vem, o Romih ne vejo praktično nič v primerjavi z menoj. Ne? In so napisali, da sem grozil, da bom vzel denar. Pol se je šele pisalo, da objemam, ne? Jaz sem topel človek. Vam so očitali neko obnašanje neprimerno. Ja, kaj ampak točno ni so bilo nobene očitali? prijave, nič. Ker tisti, ki bi prijavil, bi seveda po pravnem postopku lahko oddal knjižico, pa šel No, ampak domov. če greva nazaj na Rome, ne, torej zdaj, kam gre ta denar? Denarja je veliko, kdo ga dobi in kaj naredijo za to? Tu je več fondov. Največji fond je, celo jaz sem sokrivec, ker sem bil še predsednik Komisije za integracijo romske skupnosti, smo pritiskali v času Cerarjeve vlade, da bi občine dobile, ki imajo Rome, dodaten denar, ker imajo neke dodatne stroške, ne, zaradi tega. Ne. In mislim, da je bilo to pol realizirano šele pod Janševo vlado, ne. In ta denar se pač po nekem ključu razdeli, ki pa za moj občutek ni pravičen. Sem en primer bom dal. Občina Ivančna Gorica ima 2 družine, koliko jaz vem, romske, dobi 500 milijona evrov. 500 milijona evrov, ponavljam, še malo več. Občina Škocjan, ki ima preko 300 Romov in v bistvu največje probleme, dobi pa nekaj čez 100.000 evrov. Ne? Jaz sem se veliko trudil, da bi tam pomagal. Torej, kako se to zgodi? Zakaj dobi ena toliko? To so neki izračuni po številu prebivalstva. Zato, ker vodenje, koliko je Romov, je v skladu z zakonodajo prepovedano. To je v bistvu varuh, mislim, da ne varuh človekovih pravic, ampak za informacije. Za osebne podatke. Tako, ja, da v bistvu tega ne smemo voditi. Ampak jaz sem imel vedno, jaz točno vem, koliko. Koliko Romov je? Ja, seveda. No, zdaj, po nekih podatkih, pa boste vi povedali, je v Sloveniji 12.000 Romov in živijo v občinah Novo mesto, Metlika, Črešnovci, Lendava, Rogaševci, Dobrovnik
In to je to praktično, ne, mogoče še Murska kakšna Sobota. v Murski Soboti, ja. Murska Sobota, In Kočevje, te občine Krško, dobijo, Brežice, ja, tega veliko, Lendava. V bistvu, ta trenutek je največ Romov v Novem mestu, pol je takoj Murska Sobota, ampak to je diametralno nasprotje. To je zelo. Novo mesto, čist bi se rekel poden, v bistvu Murska Sobota veliko bolj. no, zdaj tole lahko poveva, ne, to diametralno nasprotje, ker se vedno pač primerja in vsi govorijo o tej Murski Soboti in pušči. Tam so Romi, Romungla Romi, ki so že več stoletij tukaj in so prišli iz Madžarske. Potem so tako nekakšni urbani Romi, bi lahko rekli, v Mariboru, pa v Ljubljani. Potem pa so Romi pri Novem mestu, ki prihajajo z Balkana, iz Kosova, Srbije, to je spet druga skupina Romov, in pa Sinti na Gorenjskem. V kakšni meri se oni razlikujejo in kaj to pomeni tudi za to varnostno situacijo? Delno se razlikujejo, ne tako fajn, ne. Bolj so recimo Romi Prekmurju bolj navajeni nekih, bolj so se vključili nekako prilagodili večinskemu prebivalstvu, vendar preden nadaljujem, bi rad povedal, da ni povsod enako. Recimo občina Beltinci je isti prizor, ko bi ga gledal nekje v Škocjanu ali kjerkoli. S tem, da je to majhno naselje, ampak ista beda, revščina, isto, bi se reklo, odstranjevanje, čeprav ravno iz Belticam izvira tista pesem Gospod, isto črno kitaro še imate, gospod, ne. Ker je v bistvu, Romi so v Prekmurju zelo znani glasbeniki, zelo dobri. Jaz imam kar nekaj prijateljev, od Miša Kontreca naprej. Dejansko je ta vključenost drugačna, ker so bolj sprejeti. Recimo, če bi primerjal, jaz sem bil zelo šokiran, ker takrat, ko so se dogajali nemiri v Novem mestu, sem jaz v bistvu čist nek drug posel delal na občini, sem sam županu predlagal, takrat je bil še gospod Muhič župan, ker je moj predhodnik odhajal v penzion, sem rekel, kaj če bi jaz to sprejel, pa da to pošlihtamo. Pa mi je rekel, če sem pri zdravi pameti, ne. Pa sem rekel, no, ni problem, ne. In ko sem jaz s tem se začel ukvarjati, jaz nisem mogel verjeti, da je tako velika razlika med Belo krajino in Novim mestom. S tem, da so oboje iz iste linije. Kaj hoče povedati? Balkanski ti, Ja. srbsko-albanski. Ja. Zakaj? V Beli krajini smo poleg Slovencev Hrvati, Srbi, polno nas je različnih narodnosti. Moj priimek je nemški. Moji predhodniki so prišli iz Bavarske. To pomeni, da smo vsi med seboj in mi nimamo problemov, kdo si. Pa nas je sem pomembno, kakšen človek si. Pa nič drugega. Belokranjci smo zelo iskreni, veseljaki, in nikoli nismo imeli problemov. Ti problemi so se začeli v Beli krajini dogajati dosti pozneje in veliko več Romov je v službi, procentualno kar nekajkrat, vsaj 3-krat več, kot je v Novem mestu, ali pa 5-krat. Ogromno jih še vedno službo, ampak so začeli puščati, ker so videli, da se jim pač to ne splača, ne. In tudi zaposlovanje je malo drugačen odnos do zaposlovanja v Beli krajini in tudi komunikacija z Romi, ne. Ampak ta razkorak se tudi v Beli krajini povečuje. Torej, vi želite reči, da je okolica tista, ki je pretežno odgovorna, da Romi niso sprejeti. A vas prav razumem? Povedal vam bom en primer, pa boste bolj dojeli, zakaj gre. Gre za primer, moj nečak živi v Braziliji in to v Rio de Janeiro, v najbolj bogatem in elitnem delu Rio de Janeiro, poročen z potomkinom bivšega ministra za gospodarstvo. In ko jaz pridem k njemu na obisk, ko grem v trgovino, pred trgovino stoji oklepno vozilo, policijsko, ne vojaško. Policisti imajo čelade, neprebojne jobiče in vsak drži poln seržer avtomatskega orožja. In če bi tisti trenutek, ko grem ja iz trgovine ven ali ko vstopim, en fant iz favele nesel kos mesa, bi on streljal njega. Streljal in lahko bi mene zadev. To sem jaz krajanom razlagal, Škocjanu pa drugod. Sem rekel, a si vi želite to? Takoj so drugače. Mi
Rome moramo sprejeti, oni so del nas. Vendar moramo tudi poskrbeti, da bojo Romi drugače se obnašali do družbe. No kako bomo to? To so pa te sistemske spremembe. Recimo, Zdaj sem še vi ste enkrat zdaj povedal, rekli, digitalna da županski kartica, predlogi, županski stvar. predlogi Ja. so bili vsebinsko dobri. Kaj od teh predlogov je v redu? In v bistvu okrog sociale, okrog obiskovanja osnovne šole, pogoj osnovna šola za vozniški izpit. Jaz sem naročil preko, gospod Šter, ki je šel v penzion, mi je pomagal, da so mi vsi konzulati in veleposlaništva izpolnili anketo, ki sem jo jaz pripravil, odnos prejemnikov socialnega transferja do države, do družbe. In recimo, Avstrija je zelo lep primer. Če otrok 3 dni je neupravičeno odsoten iz šole, je kazen 440 €. Naslednje 3 dneve gre eden starš v zapor. Ampak to ne rabi postopek prek inšpektor. Pri nas traja 1 leto, dokler inšpektor ugotovi, da otroci ne obiskujejo šole. Torej, če ne In to obiskujejo... hočem povedati. Ja. Avstrijci imajo zelo malo Romov, pa še tisti so zelo kultivirani. Oni imajo to zaradi tujcev. Kaj pomeni? Ogromno delovne sile odhod, predvsem iz Turčije. Ne? In da so ti otroci pol delavci, da so ti otroci poznajo pravo, da se obnašajo tako, kot država zahteva. In Avstrija je vedno bila multikulturna, ker je bila to monarhija. Ti otroci morajo iti v šolo. No, tako je tudi z romskimi. Kako bi prisilili, da tako rečem, prisilili romske otroke in pa starše, da jih pošiljajo v šolo? Dovolj bi, če bi prepisali avstrijsko zakonodajo. Zakaj jo ne? Mi smo bili čas del Avstro-Ogrske. Ja, lejte, zdaj Zakaj ne? ja, ker kazni se potem ne da iztirati. Moramo spremeniti. zdaj smo pa tam. No, to povejte, kaj je treba tu narediti? Dobro, zdaj Izvržbo na kaj? tu, Digitalno kartico, Kaj denarna hočem kartico. Ja. če bova midva zdaj zelo na kratko to govorila, bom tudi jaz populist. Jaz nisem populist. Ampak ukrepe Prvič nisem potrebujemo. populist, drugič nisem politik. Nisem bil nikoli član nobene stranke. Jaz sem prišel za direktorja izključno kot strokovnjak, ker me je gospod Grizelt, ki je bil zadolžen za to področje, klical in je po 15 minutah gotovo, da je meni vse jasno. In mi je takoj rekel, a bi bil ti direktor? Pa sem rekel, ne, ker sem šel ravno kar v penzion in mi je lušno. Ne? In so me pol leta prosili, celo v enem SMS-om mi je Golob napisal, da je bilo dobro, če pridem. In sem pol sprejel, ker sem smatral, da bom imel podporo. Kakšni ne bodo te ukrepi, če nam to osvetlite? Te ukrepe mora pripravljati ne politika. Te ukrepe mora pripravljati stroka. Izključno stroka. Iz področja, iz centrov socialnega dela, iz področja policije, tožilstva, z področja sodstva. Vsi, ki se s tem ukvarjamo, narediti en dober tim, pa reči, to bo imelo take posledice in to postopoma, da se v bistvu do tega pride in tudi mora biti nek čas, da, če ne velja določene zakonodaje, da se pripravi Rome. Ne? In za zgled nam je lahko to je Avstrija. izključno stroka. Ampak kje je problem? Ja. Tega nismo sposobni bili vseh več kot 20 letih narediti, zaradi tega, ker leva vlada kao bi podpirala, desna ne bi. In v bistvu nobena vlada do zdaj ni naredila nobenega koraka. Vse, kar je recimo Janševa vlada je sprejela zakon o romski skupnosti, ki bi ga treba seveda novelirati, ne, ker tam je kup enih stvari, ki bi jih treba na novo, ampak takrat je bil to en prvi zakonov v Evropi. Zelo dobro. Pa zadnji ukrep, ki je v bistvu bil strani levice, da se v bistvu oteguje, ki pa ta ukrep še ne vemo, kako bo funkcioniral. Šola se je dobro začela in kako ga bo pač izigrali. Kaj je ta ukrep? O čem govori ta ukrep? Da se v bistvu v primeru, da otroci ne obiskujejo osnovne šole, da Rome na funkcionalo. Spet en zelo zapleten postopek. Na naročilnico, na neke bone. Zapleten postopek. Ja. Ne? A je to v redu? Bi se s tem strinjali? Seveda, ampak tu je še kup nejasnosti. Jaz sem se pogovarjal z stroko iz centra, ljudje, ki res poznajo, ki poznajo od malega Rome in poznajo in delajo s tem, da je to zelo nedorečeno. In je v bistvu spet nekaj, kar je populistično narejeno. Ja, ampak nekaj bo treba storiti. Seveda bo. Ja. Ampak kaj hočem povedati? Ja. Nobena vlada, tudi ta, ki je že
praktično v odhodu, vse to, kar se zdaj obljublja, se zaradi volitev. Drugače globa ne bi bilo Novo mesto, verjemite mi, da bi prenašal, da tam množica rjuje dobesedno. Ja. No, ampak glejte, enega spluva, ne. Zdaj da vprašanje. se ni upal čez glavna vrata, Rotovž, ampak je šel čez zadnja vrata. Vprašanje, gremo na predsednico države. Ne? Tudi Nataša Pirc Musar je šla tja, prižgala seveda svečko, ampak glejte, ona se je pogovarjala z Romi in oni so ji obljubili, da zdaj pa ne bodo več streljali. Pa se to je smešno. A zdaj, če imam jaz doma orožje, bom tudi rekla Nataši, se ne bom streljala v zrak ali kaj. Kakšna država je to? Če ima nekdo doma orožje, je to nelegalno, se mu ga vzame. Zakaj tega ne naredimo? Je tu kriva policija, tožilstvo? Kaj je tu narobe? Kako je možno, da pride nekdo od funkcionarjev tja in se takole smeši in smeši celo državo? Jaz bom tako rekel, gospa Musarjeva ni ravno predsednica po mojem okusu, vendar je tokrat še najbolj modro izjavila. In meni je bilo všeč, ker je rekla, vsi smo padli na tej točki. Se moramo pogovarjati. Ne? Na tej točki se mi zdelo, da je ona dobro odreagirala in je umirila strasti samo malo, ker strasti bojo spet šle gor, ko bo videti, da vlada ni nič naredila. Vse, kar je bilo v Novem mestu obljubljeno, od tega ne bo skoraj nič. Razen poostren nadzor policije, a policija poka po šivih, to mi že dolgo vemo. Dovolj imajo policisti, da on piše položnico, pa ni okrepa. Kje se začne, bi se reklo, nespoštovanje države? Prvi položnici, ki je ne rabiš plačati. Seveda. Prvi. In tu se začne. Potem pride predsednica države in reče, ja, se obljubili. Ti doma otroke, ne? Enega pretepaš, če bo kaj ukradel ali karkoli naredil. Drugega pa ne. Enega pa ne. In vse pustiš in imaš nekoga nad sabo, ki reče, ne, ta pa ne dotekljiv. Ne? In to se je to zgodilo. Ja. In kaj je? Dolgoročno se dela škoda Romov. Jaz sem dostikrat, ko smo se pogovarjali, mene imajo zelo radi, me spoštujejo. Sem rekel, veste, vi se morate nekaj zavedati. Jutri lahko pride do vojne. Mi poznamo primer. V Beli krajini je več kot 70 Romov, so partizani ustrelili. In to ne Rome, ampak tudi materi in otroke. O tem se ne govori. In ko sem jaz to govoril na proslavi ob genocidu Romov, me je nekdo, ki je zelo blizu, stari opciji, rekel, kaj pa to govoriš? Sem rekel, se je bila vojna. Sem rekel, vojna je bila, ampak ker se je učitelo Romom, da jih špejejo Italijanom. Ne? Ampak za tega ni bilo treba pobriti otroke in matere. Ne? Kaj hočem povedati? Ta napetost je zdaj tako močna. Če pride slučajno do nekih, bojo take ranljive skupine prve na vrsti. Me razumete? To je vedno bilo. In zdaj, v bistvu, dejansko pa gledamo, da Evropa se oborožuje, ne vem, kam bo to šlo. In mi bomo Slovenci sami sebe pobili med levi in desnimi in Rome in ne vem koga še. Ker, veste, v Novem mestu koliko imam ja informacije, pred tem umorom, ki se je zgodil, so se v istem lokalu stepli Slovenci in Albanci. In to je bil zelo grd pretep. Ne? In so pa, ko policija hotela ukrepati, so se oni med seboj pomirili. Ne? Zdaj, tako da te stvari so... Zdaj zadeva je taka, so kazniva dejanja, ne? Recimo posest orožja, pretepanje občanov kraja, torej kdo bi tu moral bolj ostro ukrepati? Ali mi že imamo vso zakonodajo, tako pravijo recimo pravniki, da vse že imamo, da je treba to samo izvajati. Kdo ne izvaja in zakaj se to ne izvaja? Recimo, včeraj je bila racija zaradi orožja. Mislim, da so po enem tednu šele. Po enem tednu od streljanja. Ja, zelo pozno. Tri družine, jaz ne vem, mislim verjetno, da mora policija imeti za hišno preiskavo sklep sodišča. Ja, sodišče je rabilo en teden je rabilo sodišče za ta sklep. A je to predolgo? Absolutno. V normalnih državah je to takoj. Absolutno predolgo. Mi imamo vedno dežurnega tožilca in imamo dežurnega sodnika. Vedno. Ves čas. Po noči in po dnevi. In tu bi morali biti te pristojnosti, da lahko tisti, ki je takrat odgovoren, lahko odloča. Ne, vedno
ali pa preiskovalni sodnik, ne, ki je stalno na voljo. Ne. To se pravi, en krivec je to sodišče. Prepozno, en teden traja, da podpišejo sklep. Mislim, da je postopek, ki ga ima sodišče, ne, je tak. Ne. Mislim, da te postopke bi treba poenostaviti. Jaz moram reči, da kar poznam delo, sem veliko hodil na sodišče kot priča, tudi po nekih družinskih navezah poznam in prijateljev imam ogromno. Ne. Moj osebni prijatelj je predsednik Višjega sodišča v Ljubljani. Vidva so se skupaj vozila v službo za Romi iz Črnomlja v Novo Les. 42 let nazaj. Kaj hočem povedati? Da je bilo drugače. Ja, torej, kdo je danes kriv? Ne? En teden Pravi, traja, ta da socialni pride. transfer in pol v bistvu, pa to politično dajanje. Ne? Ne? Kao desni se ne upajo za levih narediti, levih ščiti in tako dalje. In to se vleče. Ta politični populizem, saj v Sloveniji marsikaj ne gre. Ne? Ampak mi imamo državo, mi imamo policijo, mi imamo pravosodje, ki nima zveze s politiko, vsaj naj bi jo ne bi. Narejeno. Zakaj delajo tako počasi oziroma ne delajo? Veste, pravosodni sistem je naštiman, da vsak dober odvetnik lumpa lahko ven izvleče. To je bilo narejeno tako. Zakaj nismo prepisali avstrijske zakonodaje, ki bi je lahko? Jaz sem veliko igral v Švici. Mi smo igrali v Zürichu, na Zürich Fest, to je v 3 dneh 2 milijona ljudi. Veste, kakšna je to masa, nepregledna. Jaz nisem videl enega varnostnika, niti enega policista. Samo zdravstveno osebje. In sem spraševal te ljudi, ki smo z njimi delali, kako je to možno. Ne? Pa so rekli, tist, ki naredi problem, tam ni, da pride policija, pa v zapisnik, pa ne vem kaj. Pride marica, vse, ki so udeleženi, popokajo in imajo en teden bi se temu reklo, v nekem bunkerju. V zaporu, potem pa razčiščujejo. Niti odvetnikov, to je nič. potrebno Pa smo, tudi pri nas. veste, mi smo hoteli biti Švica, da nadaljujem. In tam se pol počasi razčiščuje, kdo je začel, kdo ni, koga spustijo, koga kaznujejo. Vsak, ki pa nima švicarskega državljanstva, ki je, bi se rekel, prišlek v avto in na mejo odpeljejo. Prepoved, vseživljenjska prepoved dela življenja v Švici. Kaj to pomeni? In mi smo skozi govorili, ko smo se osamosvajali, mi bomo druga Švica. Zakaj nismo? Zakaj nismo? Odvetniške zbornice so delale zakonodajo. In je tako ohlapna zakonodaja zaradi tega, da oni lahko neke postopke vleče o nedogled. Koliko po vašem mnenju držijo trditve, da se je zdaj v to romsko problematiko skrila pravzaprav mafija, orožarski šverceri, česarkoli, koliko je tega, koliko dejansko mafija zdaj obvladuje Slovenijo in se skriva nekje v nekih novomeških romskih naseljih? Jaz nisem strokovnjak za to področje, tudi jaz sem bil zaradi teh razmer, sem bil pred par dnevi starejšim sinom sva šla obiskat, par teh njihovih vodij in so me zelo lepo pričakali. Tudi s policisti imam še vedno kontakt s policijo, ker smo zelo dobro sodelovali. Jaz mislim, da teh nekih mafij ni. Orožje imajo Romi zaradi strahu, zaradi občutka moči. Res, zdaj so prejmo našli celo orožarno, da se Romi norčujejo, pa polna hiša otrok. Veste, to lahko prije. Iz naslova orožje je ogromno smrtnih žrtev. Tudi ta fant, ki naj bi ubil Acuta, in njegov oče je umrl iz čiste neumnosti. Oni so zunaj streljali in so mislili, da je stržer prazen in so not, ko je čisto še enkrat streljal in je ubil njegovega očeta. Kaj hočem povedati? Jaz poznam ogromno primerov, ki so iz tega naslova. Ne? To pomeni, da vsak Rom zaradi svoje varnosti hoče imeti orožje, pa ne zaradi večinskega prebivalstva. Med seboj so skrbeli. Ja, ampak zdaj tudi Slovenci pravijo, da se bodo zaradi varnosti oborožili. Kaj bo pa potem? To pomeni, da država ne upravlja svoje funkcije. Ja, da tudi nam Nataša Pirc rekla, no ja, bom obljubila, vse je v redu, vse ne bom, ali kako. To pomeni, da država ne upravlja svoje funkcije. Zato, ker ima policija premalo pristojnosti. Policija, mene nikoli v življenju nisem imel probleme s policijo. Če sem me pa na radar dobil, sem rekel, prehitro sem vozil. Ne? Nikoli pa sem tudi naredil, tudi napak, pa smo se vse zmenili. Ko vidi, da si normalen človek. Zdaj so policisti ljudje tako kot mi. Ampak tako on res rabi ukrepati, rabi pristojnosti. Veste, kaj se dogaja?
Ogromno policistov je šlo na disciplinsko zaradi strogih prijemov, ker danes so mobilni telefoni, vse se posnema. Vse smo videli tisti primer v Kočevju, ne? Policisti so fanta hoteli prijeti, ki je vozil brez izpita avtomobil in so ga sledovali in so ga poli in je pa prišel do konflikta, ne? In če bi policija imela več pristojnosti, se bi Romi precej nazaj držali, ne? Ali mislite, da je tudi policija malce vpletena in v kakšnih primerih dogovorjena z Romi? Namreč tole, da ne najdejo, da so našli samo neko petardo pa neke te tulce, to je smešno. So jih obvestili? So Romi poskrili orožje? Jaz bom tu kar zagovarjal policijo. Zelo malo Romov ima pri sebi orožje, ne? To je prvo. Drugo, to orožje je zakopano in ga pol oni iščejo za temi, kaj je že... Detektorji kovin. Ja. Kdo to išče, Romi ali policija? Ja, in zdaj v bistvu Romi živijo na bivšem odpadu. Policija to ne išče z detektorji. Policija. In je, ker je to bivši odpad, je vse posod nekaj, ne? In to kamor prideš piska, ne? To je kar malo problem. En drug problem tega orožja ni, da bi oni prekupčevali. Morda kdo med sabo pa tak, da bi bilo to v bistvu trg, ko prideš v trgovino z orožjem, tega ni. Je pa veliko prekupčevanja z mamili. In jih kar nekaj je sedelo, jaz jih osebno poznam. Pač so videli neko tržno nišo, so mora biti podaljšana roko, česa možno, ne. Koliko sem se jaz pogovarjal s policijo, da tega velikega kriminala v bistvu ni, bolj je to medvrstniško, mladostniško, bi se reklo, obračunavanje, ne. Tu je pa se začelo, ker te fanti, Romi včasih so bili, veste, taki suhi pa majhni, da so ti se nabiti in ko se zgrabijo, prije do enega drugačnega pretepa. Včasih je večinsko prebivalstvo bilo v močni premoči in se Romi niso upali. Zdaj pa, ker se Romov ne mara in to hitro pride do konflikta. Ne? Zdaj se v bistvu ta konflikt malo zadržuje, pa slejko prej bo prišel. Zdaj tudi slejko prej se nekdo, ki ima avtomatsko orožje, lahko na policijski helikopter strelja. To se pravi, orožje je treba zaseči, ne? Tudi Romom, ne? Ja, se podpirate to. Policija stalno dela. To dela stalno dela, ampak mora biti premalo, pa moram reči, da so premajhne kazni in nestreljive, ko dobijo orožje. Ta posledica, policaji najdejo, ne? Ampak je posledica ni dovolj. Mi imamo pravni sistem tako ohlapen, zato ker nekaterim v tej državi to ustreza. Ja, ampak glejte, pravijo tudi, da so policisti, tožilci, pravosodje, da so ustrahovani. Kaj vi mislite o tem? Se jih bojijo Romov? Glejte, Golob je obljubil takrat, ko so bili problemi v Kočevju, da bo zaščitil javne delavce. Pa ni bilo nič od tega. Jaz sem rekel, to je že velik napredek. Jaz sem tudi bil dostikrat podvržen temu, ampak jaz sem človek, ki me ni strah. Čemu? Kaj se je zgodilo? Ja, ravno tak je ustrelil, tega me je enkrat grozil. Ne? Torej, tak je zdaj osumljenec? Ne, tega fanta ne poznam. Ja. Tisti, ker je streljal takrat, ko so cesto zaprli. To je bil nameren umor. Tu je bilo pa v bistvu zaradi prerivanja, pretepane, so se začeli tepsti, in v bistvu je Aco ta nekdo porinil in je padel na... Torej, kdo? Vi mislite, da ga je ta, ki je osumljen? Ja, Romi na veliko govorijo, da je en drug, da je tisti, ker prvo informacijo, ki sem jaz dobil, jaz sem takoj drugi dan klical romskega svetnika, se rekel, ti kdo je? Rekel, to je en kloščar, sam probleme dela, Romom sramoto dela. Točno tako je bilo. In 90% Romov jim je hudo žal. Rekel, to je fant iz Šentjerneja, očeta samo ubili, stalno je oziroma je Radeča, ki ni prišel z Radeč domov. O Jurkoviču govorite zdaj, o tem, ki je osumljen. Pravijo, da je drugi, da je ta, v bistvu, da je, tako govorijo Romi. Govorijo, da je zaradi tega, ker da je Ungar reševal, ker se je mogel v nedeljo vrniti v Radeče. In zdaj, kaj je to v ozadju, jaz ne vem. On je prišel za vikend iz poboljševalnega doma Rateče in je seveda delal probleme. In domnevno ubil človeka. Zdaj ta, ki pa je osumljen, ga pa ščiti. Menda, ko se je ta izrekel, je bil Aco še živ. Ampak se je govorilo, da ima tako močne poškodbe.
jaz sem ravno bil z predsednikom krajne skupnosti Bučna vas, ko je dobil sporočilo, da je umrl. Veste, kakšno je bilo to, kakšen občutek za vse nas. A to se je To je sam zdaj prelilo izrekel? kapljo čez rok. A se je ta Rom, ki je osumljen, sam izrekel, da je kriv? Ne vem. To so postopki policije in v te postopke se niti ni dobro vpletati. Policija mora svoje narediti. Jaz moram reči, da imam s policijo dokaj dobre izkušnje, sploh z vodstvom policije in tudi, ko sem kot direktor urada zelo dobro sodeloval. Mi smo takrat pripravljali že, če bi ja še danes direktor urada za narodnosti, se to ne bi zgodilo. Torej, kaj ste vi pripravljali? Tudi, mi dva rabava 3 oddaje, da vam vse povem. Povejte, vsaj nekaj nam povejte. Ampak recimo en od primerov, da bi lahko kot občinski redarji delali tudi Romi. Jaz sem točno vedel, kateri so primerni, ampak nima noben srednje šole, da bi bil nek poseben program samo za to področje, ne da bi oni pobirali kazni za prekrnino, pa ne vem kaj, izdajali pa neke odločbe, pa karkoli, da bi bili sem na tem področju redarji, da bi poseben program v Tacnu odprli, da bi jih usposobili in bi oni bili samo za te naloge. To pomeni, da v sobota zvečer je veliko problemov, določeni Romi bi bili oblečeni v redarske obleke in oni bi med seboj uredili, nobenega dela ne bi imeli. Me razumete? Čisto nobenega dela. Bili bi pa na spisku teh skupnih občinskih uprav. Skupna občinska uprava zajema skoraj celo Dolenjsko in Belo krajino. To je bil tudi del moje pobude, da bi bilo dobro se povezati. Določene župane sem jaz nagovarjal, ker niso hoteli z novomeškim županom kompanjo, pa zdaj so v bistvu zelo to naredili. In tu so redarji v bistvu iz večinskega prebivalstva in fanti znajo, ker z Romi treba malo drugače. Ti moraš pa reči dober dan, pa se pa še pogovarjati. Pa reči, to ni v redu. Če boš pa ti prvo za silo, se bojo oni odzvali za silo. To je prvi problem. Ti še dober dan, ti si tudi človek, tako kot sem jaz. In pa začneš komunikacijo in ti prizna, ja, se znam. Jaz sem v bistvu bil 2 dni nazaj, sem šel na selje s starejšim sinom, sem rekel, pejt boš videl, kako to izgleda. In kavo so skuhali, vse živo. In je rekel eden tak glavnih, ki ga zelo spoštuje. Starešina. V bistvu nimajo starešina. No, recimo. Imeli so včasih, zdaj jih ni več praktično, ampak ta ima zelo velik vpliv, recimo primer, ko smo šli v največjo investicijo Žabek-Brezje, ki je bila čez 3 milijone vredna, infrastruktura, je izbran je bil Kostek iz Krškega za delo in je meni direktor prišel in rekel, daj mi nikoga od Romov, mi bomo tu imeli probleme, stroje nam bojo polomili, pa ne vem kaj. No in kaj je rekel ta? In ta človek je z njimi delal, ves čas rekel, tu ga imate, me ne zanima, koliko imate vi urejeno. On je celo na koncu in v stroje vozil in ne vem kaj, so bili navdušeni in kaj mi je on rekel? Mi se lahko moc zmenimo, da ne bi streljali, ne? Ampak, kar se pa kriminala tiče, pa ne obljubim, ker je cela Slovenija en kriminal. A se vi zavedate, tudi oni vejo, 5 milijard se sprazne banke, pa nič ne sedi. Oni to vejo. To pomeni, da cela država ne funkcionira. Zdaj pa govorim, mi smo mogli prepisati avstrijsko zakonodajo, pa ne bi bilo teh problemov. In zdaj, ko sem govoril o teh redarjih, če ta postopek bi že stekel, bi na teh skupnih službah bi rekli, ok, 1 ali pa 2 boste hodila v soboto ali pa petek zvečer, da se otroci varno počutijo, bi pred osnovno šolo, zdaj imamo redarje pred osnovno šolo. Kaj še ste predlagali? Ste še kaj takega konkretnega? Ogromno stvari. Ampak jaz mislim, da bom mi rabila še 1-2 oddaje. Dobro. Res ne bi zatekal, ker ni šlo, ker sem imel, dejansko se je začelo zaviranje na vseh področjih. Glejte, to, da se zavira, nekateri krivijo tudi dejstvo, da je tudi v politiki, o čemer seveda ne govorimo ali pa se samo tako govori, ogromno uživalcev droge, kokaina in da oni pravzaprav potrebujejo prodajalce. Kaj vi mislite o tem? Vam bom povedal za en štos. Srečo sem enega od teh Romov, živi, kako je zdravo, da smo neke gume menjali. Pa rekel, rekel, nisem več, ampak poznam te politike. Rekel, dej, zrihte mi klijente za šnofat. Pa se rekel, pa ne, se ne. Rekel, ne, oni so še največji uporabniki.
sem vam veliko povedal. Jaz mislim, da bi treba zakonodajo za čisto vsakega javnega uslužbenca, da se ga lahko v delovnem času preverja, če je na substancah. Od policista do občinskega uradnika, do nekoga, ki dela v centru za socialno delo, vse, ne samo parlament pa vlado. Eno enotno, neodvisno inšpekcijo, ki lahko stopi v parlament, med pauzo vzame urin oziroma ne vem, kako to. Ampak vse delodajalci to smejo. Kaj hočem povedati? Delodajalci se zavedajo, kam to vodi, da gre razpad firme. Mi pa, če gre razpad države, se pa nišče ne sekira. Me razumete? Ne? Jaz ne bom povedal konkretno, ampak na par politikih vidim, da so v substancah. Se jih vidi, na očeh se jim vidi. Ne, to Romi vidijo, ker oni točno vejo. Ker zdaj rato je en velik problem, ker se dolga leta je bil strašen predsodek do mamil strani Romov. Ta stari Romi se še zdaj jezijo, ampak mladina je pa začela biti na substancah. In je zdaj večja verjetnost za konflikt tudi zaradi tega. So se tudi Romi podmamili? Dolgo časa in tudi, moram tako reči, pri Romih ni bilo ločitev pa tega. Zdaj pa v bistvu oni gledate razne španske nadaljevanke in počasi padejo v to. Ne? Ko sem se začel ukvarjati s tem, pa še nekaj, ne? Zakaj mene nikoli ni bilo strah nasilja? So rekli, zakaj nimaš pištole? Kaj pa rabim? Ne? Zdaj, ker sem bil včasih karate, vsak mu povem, Romo, dej odloži pištolo, odloži to, pa se greva sprobati, pa boš videl, koliko je ura. Ne, to pa ne bi. Ne? Ustrelil me ne bi noben Rom, razen v efektu. Če bi jaz njega izzival, pa ne vem kaj. Veste, zakaj ne? Zato, ker pri Romih je strašno verovanje, se bojijo duš umrlega. Oni tudi, recimo, včasih je bila navada, da je baraka, ker nekdo živo not umrl, so jo zažgali. Jaz sem to še na svoje oči videl. Zdaj, ker so to zidane hiše, se to več ne počne. Ampak dobesedno, ta močna verovanje, jaz se nisem bal za tega pri Romih, jaz sem sam za en primer načrtnega umora vedel, ker bila ena strašna zamera zaradi hčere, ne vem kaj. Edini sam primer, drugače pa med njimi je ogromno umorov. Ogromno. In vse so zaradi nekega trenutnega konflikta. Recimo, je neka zabava, vsi so naliti, napijani, se skregajo in potegnejo orožje in prije do umora. Ker pač imajo orožje. In dostikrat se ne ve, kdo je res ustrelil in potem se govori, ni on streljal, on je streljal, nekdo prevzame krivdo, da bom ga zaščitil, skratka, kolobocija na kubik. Ne? No, povejte mi še to, ne, to je tudi velik problem. Kako je možno, da seveda cel svet recimo se zdaj ukvarja z afero Epstein, to se pravi gre za pedofilijo, princ Andrew je izgubil vse nazive, ni več princ, odseliti se je mogel, ampak pedofilija v Sloveniji, v romskem naselju je pa plemenska značilnost, ali kaj? Kako je to možno? Dobro, da ste me to vprašali. V bistvu je več razlogov, ne? V bistvu je del navade, ne? Tudi mislim, da so Romkinje spolno malo prej zrele, tako občutek imam, ker je pri njih tudi življenjska doba krajša. Ne? V mojih letih so že večinoma, kaj je mojih let, zelo malo Romov živih. Ne? Zelo, prvič nezdravo živijo in je v bistvu ta ciklus je hitrejši. Drugo, kar je spodbuda, je socialni transfer. Prvi otrok od mladoletne punce se pripiše materi. To se pravi, mama dobi socialo, otroški dodatek, pa še njen otrok. To sta dva otroška dodatka, od mladoletne mame in od otroka. Ja, to je en razlog. Drug razlog, pri Romih ni poroke, uradne, kot me mi navado. Mlada dva, ki sta si všeč, kar uideta in par dni ni. In ko prijete nazaj, je običajno že punca že noseča. Ne? To je en del. Ampak starši to ne preganjajo, zaradi tega, ker jih zakonsko nihče ne preganja. Celo jaz poznam, moj kolega tožilec je rekel, pa se to so romske navade. Se rekel, pa to ni res. Ne, moramo tako delati. Zdaj bom povedal en primer. Zelo primer dobre prakse. Jaz sem dosti mednarodno sodeloval, da sem videl, kaj se drugod dogaja.
In eden od primerov je v bistvu Kosovo. Kosovo, ki ga imamo strašno nazadnjaško. Meni je poslanec takratne kosovske skupščine pripovedoval na enem posvetu, ki ga je Jožek Muc organiziral v Radencih, da so sprejeli zelo restriktivno zakonodajo na področju mladoletnih porok. In zelo močno, ne, ki je pri nas nismo sposobni sprejeti, ker se zgovarjam na demokracijo, ne vem kaj, ne, in na človekove pravice. In kaj se je zgodilo? V nekaj letih so imeli viška 50 medicinskih sester, ker so šle punce v šolo. Veste, kako bo šla ona v šolo, če pri 14 zanosi? Jaz sem doskrat videl punce, sem rekel, dejte, pa so bile pridne, so hodile DRPD in so se učile in vse. Sem rekel, pejte, da ne bi prezgodaj zanosile, pejte v šolo. Ja, ne bomo. Pridem čez 1 leto noseča, pa porka dio. Veste, kako je to grozno. Torej, kaj bi morali storiti? Ja, mi bi mogli to zakonsko zelo... Zakonsko? Da, in kaj se je zgodilo? Pa saj pedofilija je prepovedana. Nisem te zgodbe končal, ki je zelo pomembna. Teh 50 punc so poslali na kurs nemščine. Od 50 je 40 šlo v Avstrijo in Nemčijo delati. Verjetno so se pol tudi tam poročili in karkoli, ne. Kaj hočem povedati? Romska naselja pokajo po šivih. Primer Brezje Žabek, leta 1984, mislim, da je bilo 148 ali 248 Romov. Danes jih je blizu 800. Kaj hočem povedati? Ta boom natalitetni je strašen, nihče tega noče poslušati. Šušlja se, da je vsak 5. otrok rojen v novomeški porodnišnici Rom. Ne? In to ni nič narobe, ampak mi moramo te otroke vzgojiti. Me razumete? Ja. In če te otrok ne gre v vrtec, kakšna neumnost. Starši, ki pošiljajo otroke v vrtec, imajo manj sociale kot oni, ki so doma. Veste, vrtec je prvi primer. Meni so pravile punce, ki so delale v vrtcu romskem, ne? Da otrok ni vedel na stanišče, da se na sredi igralnice pokakal. Razumete? Tu je osnovni proces socializacije. Torej, šola jezika, pride v osnovno šolo, ne ve jezika. Veste, kako se on grozno počuti, ker ga drugi gledajo, kot ti ne veš. Kaj ste vi predlagali v zvezi s tem, z temi mladoletnimi nosečnostmi, z vrtci, ste karkoli v tej strategiji predlagali? Jaz sem bil 6 mesecev. V dobju 6 mesecev se je že začela gonja proti meni. Gonja se je že začela konec oktobra, začetek novembra, kmalu po tistem Sifu Roma. Po digitalnih karticah. Ne, to ni bistvo, ampak mislim, da se je kuhalo, javno se je začelo, ne, kuhalo se je že prej, ker so videli, da jaz pač razmišljam drugače, ne. In tudi, ko sem govoril na vseh tih, na državnih komisijah, vse posod sem povedal, jaz sem tam povedal, kak je moj program. Moj program je bil na 3 stebrih. Prvi se reče sistemske rešitve. To pomeni, začnemo pri županskih predlogih, preoblikujejo in dodamo. To je prvi. To je en steber. Stol na 3 nogah najbolj stoji. Drugi steber je socialno podjetništvo. Oziroma, bi rekel, delo z lokalnimi skupnostmi. Veste, občine dobijo več kot 9 milijonov evrov, so letos dobile občine. Ta denar ni samo za urejanje romskih naseljih, bolj kot ne je za mehke vsebine. Mehke vsebine so lahko glasbene delavnice, lahko so igrišča, kjer bodo romski otroci igrali fuzbal. Jaz sem čisti primer iz Novega mesta. Novo mesto dobi malo manj kot 1 milijon evrov, je letos dobilo. Že leta čaka prostor, ki sem ga jaz forsiral, da bi tam naredili otroško igrišče v naselju, nogometno igrišče. Nogometni klub Krka je pripravljen z brezplačno zagotoviti trenerje. Sem dobil Roma, ki bi pazil na žoge, na gole, na red, bi bil zaposlen, ki ima res avtoriteto pri njih. Vse sem zagotovil, še danes tega igrišča ni. Kaj hočem povedati? In kaj otroci igrajo? Se igrajo in so se igrali na njivi, ko je bila pšenica zrela, in so sprobali, če to gori. In seveda se je njiva ožgala. En kmet, ki je celo leto, ki že tako prenaša streljanje, ne vem kaj,
ki je njiva meji na romsko naselje, njiva zgorela. Šinica je zgorela, si predstavljate. Ne? In to je izključno iz pobalinstva. In če ti otroke daš ali v glasbeno šolo, ima izjemen talent za glasbo, ali v ne vem kakšne bodi si krožke, ne? Recimo tudi verouk, ki ga je imel Matic, Vidic, to je zelo vplivalo. Jaz mislim, da bi v Novem mestu že prej eskaliralo, če ne bi bilo njega. To je moje mnenje. In moram reči, da to je župan podpiral. Ne pa podpira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, ki dela, bi se rekel, obšolsko dejavnost. To pomeni, mi otroke tlačemo v šolo, oni preveč niti ne vejo jezika, starši jim ne more pomagati, ker so skoraj nepismeni. Šoli, veste, da mi smo vedno mogli otrokom pomagati šoli. In pol pridejo popoldne, šole pustijo, pravi, včasih kar direkt drvijo v DRPD, ampak to je zelo pomemben program, ker jih učijo pisanja in vse in pomagajo domačo nalogo. Torej, zdaj, če malce strneva, ker zelo široko razlagate, torej tudi vse te nevladne organizacije pa društva, ki prejemajo denar, ne delajo vedno najboljših programov, oziroma se programi mogoče podvajajo, pa bi bilo treba uvesti kaj drugega. Kaj bi vi predlagali? Med nevladniki je velika razlika. So nevladniki, ki vlečejo denar, pa ne vejo, kako Rom izgleda. So pa nevladniki, kot je recimo Društvo za razvijanje prostovoljnega dela v Novem mestu, ki se zelo muči, pridobiva državna in evropska sredstva, pa jim župan ne da niti centa. Jaz sem se enkrat pol ure z njim kregal, pa sem odnehal. Kaj hočem povedati? Kljub temu, da skoraj 1 milijon dobi. Ti otroci bi lažje bili v šoli, če bi v bistvu ta DRPD delal vse posod, kjerkoli prostora imel, vse na voljo. Ne? Ker v bistvu, kaj celo delajo? Celo pripravijo, da otroci, ko pridejo v šole, da ne grejo domov jesti, imajo sendviče. Not ostane in on gre zvečer domov samo spat. In to je način, to je proces, kako te otroke preusmeriti v nekaj drugega. Poletje je pa največji problem. Tega programa ni in poletje otroci, Romi večinoma ne hodijo na dopuste in nimajo kaj početi. In pa se začnejo problemi. Za tega recimo Kočevje, tipičen primer, to se poleti zgodilo. Ne? In če bi zdaj ti otroci imeli igrišča, ker bi imeli razne tekme in bi hodili na treninge, pa ne govorim brez veze, zato ker imajo oni prvič glasbene sposobnosti veliko boljše kot mi in imajo veliko boljše, bi se rekel, te gibalne sposobnosti. Mi imamo enega Roma, ki je v Novem mestu bil kot mladinec najboljši nogometaš. Ja, glejte, zdaj čas strneva. Tudi smo poskrbeli. Ne? In taki fantje bi lahko bili motiv nek drug, ne da so oni, ki se vozijo z težkimi avti, pa me razumete? Razumem. To se pravi, vas slišim. Rome je treba vključiti v to delo s samimi Romi, tako kot so romski pomočniki, da oni čuvajo, recimo, to je en tak zanimiv predlog. Zdaj, govori se seveda, da bi govoril o socialnem podjetništvu. Nisva še končali. Ja, no povejte to. Socialno podjetništvo. V bistvu občine dobijo veliko denarja. One bi lahko ustanavljale socialna podjetja in tam prvo je edukacija, socializacija, treba prvi priti službo, treba izpit za varstvo v delu, kako se oblečeš, kaj delaš. In lahko bi, tudi če nima programa to socialno podjetje, bi lahko določene Rome, ki so že, bi se reklo, urejeni, ponujala ali komunali, ali podjetjem, komarkoli, da niso zaposleni v tem podjetju in podjetje sproba, ali je ta dovolj dober in celo še več. Da ni na najnižji plači, da ga stimulirala, v bistvu tu, ker če občina ustanovi socialno podjetje, lahko štarta na državne razpise, lahko štarta na evropske razpise. Torej, je to veliko denarja. To socialno podjetje, da se to podjetje na trgu zasluži denar. Oni bi se ukvarjali s tem, da bi pripravljali Rome za vključitev v pa še nekaj. Slovenija niti procent ne dosega BDP-ja na socialnem podjetništvu. Neka Portugalska ima 10%. Si predstavljate? Zdaj, ko imamo polno zaposlenost, sploh v Novem mestu, Krka išče ljudi, me razumete? Romi so pa nezaposleni. Ko bo prišla recesija, je socialno podjetništvo nujno, odrešujoče. Ko bomo vsi zaradi recesije šli... Kako bi dosegli, da bodo Romi prišli v to izobraževanje? To so postopki. Ne?
Ja. Se pravi, mi dva raba še 2 oddaje, da vse povem. Že v vrtec Mnogo, ne jaz sem pridejo. vse to govoril. V šolo ne pridejo. Ja. Dobro, 3 stebre Jaz sem ta program tudi pred tole kadrovsko komisijo, preden bi bil imenovan za cel mandat, ne, predstavil. Pa ni bil interes. Jaz sem prišel sem za 2krat po 6 mesecev. Lejte, ampak so me pol hoteli, ker moja šefica je bila zelo zadovoljna, pozneje pa ne, ker so bili pritiski na njo. O sebi ste zdaj že večkrat to povedali. To smo slišali. In povejte mi, še 3. steber ste omenili, prej pa ga niste Socialno povedali. podjetništvo. A to je, socialno podjetništvo je 3. steber. Ja. Delo z občinami, z lokalni skupnosti. Ja. Ne? Treba bi sklicevati interdisciplinarne time po občinah. Ne? Od šole, policije, centra za socialno delo, občina, vsi ostali, da mesečno pregledujemo, kaj ni bilo narejeno. Zdaj, velika polemika, ko sem se sem vozil, sem slišal, da v bistvu zdaj občina upravičuje ta denar, ki ga dobi. Ne? Razumete, ker se zdaj začelo govoriti, kam je pa ta denar šel. Ne? Veste, Macedonija je glavni, ki nosi zdaj težo iz strani občin. Ne? Zdaj eni v bistvu celo fejst obsoje ne bi jih rabili, ne? Ker tudi tem županom, veste kaj, župani so ujetniki volilne baze. Volilna baza je zdaj strašno naperjena. Ne? In to upravičeno. To, kar se je zdaj zgodilo, in to sem jaz napovedoval, meni je grozno žal za Aceta, strahotno. Jaz sicer nisem bil njegov kolega, poznal sem ga iz lokala, ampak... A lejte, vsako življenje, ki takole konča... Ja, kaj se pa to pravi? No, saj smo v državi. Absolutno. Kako bomo zdaj... Ta tragedija je Novo mesto zadela v srce. Seveda. In Novo mesto ne bo odnehalo. Jaz mislim, da, ker ne bo ukrepov, jaz mislim, da je to mali Novi Sad, če me ne vprašate. Da se bo to začelo še dogajati. No, ampak recimo, če bi bili vi zdaj še na tej funkciji v.d. direktorja Urada za narodnosti, če bi še bili, ne, kaj bi bili te kratkoročni ukrepi, ki bi jih predlagali, da se ta situacija vendarle premakne z mrtne točke? Ker vse to, kar sva govorila, to je vse dolgoročno. To bi rabila 3 ure že v oddaji, da ne govorimo o teh 30 letih. Ampak poglejte, kaj je treba zdaj storiti? Ste slišali, kaj sem prej rekel? Ko so se zbirali podpisi za županske predloge, so se kar vrtci začeli polniti. Je že efekt. In skozi govorim, da so Romi dokaj prilagodljivi. Polniti z Romi. Ja. Prej sem rekel, da če bi financirali, imeli program Romov, ki so varnostniki, oni se bi se med sabo zmenili. Teh izgredov ne bi bilo. Teh, bi se reklo, izseljevanj ne bi bilo, ker bi oni med sabo poštimali. Med sabo, ker jaz recimo poznam enega, ki bi šel, bi rekel, fantje, da vas ne vidim. In to bi zaleglo bolj kot karkoli. Me razumete, oni bi med seboj zrihtali. Se sem rekel, da kaj je en od predstavnikov rekel, mi se lahko zmenimo zjutraj, pa ne ob enega streljanja. Ker tudi njih moti, ste krogla vedno dol pade. In jaz sem iz tega naslova mislil, da bo prišel do smrtne nesreče. Največji trgovski center je streljaj od romskega naselja Žabe, ker so največ streljali. Ja, seveda, lejte. In tam na avto parkiran pred trgovskim centrom, mu je streho prebila krogla. Ja. Ne, to je nemogoče, mi imamo tudi konec koncev revoz. Zdaj, ko se bo Macron zamenjal, bo pa nek drug politik rekel, umaknemo tole proizvodno, pa bo konec, pa bo mir, pa noben ne bo imel več službe. Jaz mislim, da je to velik problem, da ne govorim o turizmu. Dolenjska je zelo lepa, pa si predstavljajte, kaj bi bilo, če bi naredili en glamping, ne? Torej, to se pravi neko tak kamp moderni. Kaj bi se tam vse dogajalo s temi Romi, ne? Mi praktično smo uničili Dolenjsko zato, ker ne ukrepamo. Povejte nam zdaj... Nekaj je. V času Janševe vlade so bili turistični boni. Takrat je prvič Slovenija spoznala, da to ni enostavna zadeva, ker so koristili turistične bone in so nekateri pustili tako štano. Tudi Romi? Ja, seveda. Ne, mene so vprašali, a to lahko koristite? Sem rekel, seveda lahko koristite. Vi ste isto državljani. Jaz sem točno vedel, kaj bo. Sem rekel, zdaj bo Slovenija videla, da to ni tako enostavno, da smo mi Dolenjci pa kar naenkrat... Ja, prišli so v Portorož, to so znane zgodbe. Ja. Pa predtem so bili že tako pretepi. Recimo v avtokamp Ankaran je bilo prepoved vstopa, ker so se tam enkrat zelo močno stepli. Torej, zdaj za konec, da strneva, ne?
Torej, česa mi ne vemo o Romih? Kaj bi vi predlagali, česa ne vemo? To je treba veliko vedeti. Jaz jih poznam že od malih nog. Tudi kulturo, način. To ni za politike. Prvič politiki kar zaletavo govorijo, populistično, ljudem všečno, kar rabi glasove na volitvah. To bi politiki morali prepustiti stroki. Ker pa enkrat je leva, enkrat je desna vlada, to stroki ne more prepustiti. Če bi mi imeli veliko koalicijo, bi se na veliki koaliciji lahko zmenili, bi rekli, poslušajte, to je zelo komplicirana strokovna Ampak tema. zdaj jo imajo, to veliko koalicijo, zdaj jo ravno imajo, Golob ima ogromno večino, zakaj ne uredijo? To je Golob padel pod tako vpliv, jaz ne vem, zakaj ima Levica tako vpliv na njega. Jaz mislim, da SD bi še kar bil za marsikaj, ampak jaz sploh ne vem, zakaj ima Levica tako moč. Jaz moram reči, da si težko razlagam, imam neke svoje teorije, ki jih ne bi tu razglabljal, ampak da je tako vpliv, ker jaz sem Golobu napisal, da me Levica zavira, pa mi je rekel, da naj počakam do 1. novembra. Tega 1. novembra ni bilo. Sta bila že 2 vmes, 3, tretji je bil. Ne? Kaj hočem povedati? In Golob bo to plačal. Ne? In drugo, kar je njegova velika napaka, zelo velika napaka, da stroke ne posluša. Oziroma stroko meče čez ramo. Jaz sem prvi, ki sem ga opozarjal, naj pusti Bobnarjevo na miru. Stroko meče čez ramo. In kaj se dogaja? Marsikdo, ki veliko ve, ki bi lahko državi pomagal, noče iti zraven. Jaz poznam pa mojih kolegov, ki so na področju financ, na določenih področjih zelo dobri. Rekel, ne grem, ker bom dočakal tvojo zgodbo, ker te bojo ozadja te bojo zmaličila. A se vi predstavljate na televiziji, na Pop TV-ju, mislim, zakaj je bila ta zgodba? Ta zgodba je bila tisti dan, ko sem jaz podpisal pogodbo za RTV. Ta vaša zgodba, da ste... Ja, in oni pokaže enega moškega, ki eno nago žensko zaradi drži. To so vam učitali, ne? Ja. Aleluja. Te iste dekleta, ki so bila zaposlena na uradu za delo, sem jaz poznal že 10 let prej. Mi smo se videvali in vedno na razne take sestanke smo hodili, vedno smo se objemali. Ko sem pa jaz prišel na urad za narodnosti, sem gotovo, da določene stvari ne štimajo. Prvo, kar je, sem rekel, 82 strani poročila o Romih, ki se vsako leto obravnava v državnem zboru, nobene rešitve not. To je sem copy-paste, a pa neke podatke popravljate, pa letnice, nič drugega. To je bilo strašno udarc. In ravno tista gospa, ki to piše, je bila glavna protagonistka. In je ni več na uradu. Je ni več na uradu. Ja, to je to. In ona se je povezala z društvom Ključ, ker so se ustrašili za denar. Tisto leto, takrat, ko se mene odstavilo, so društvo dobili največji znesek od države. Največji. To veliko pove. Ampak se ni še s tem ne ukvarjal. Ampak pogledajte, mene tudi desnica ni branila. Meni. Tudi oni so pljuvali, tudi desni mediji so po meni pljuvali. Tudi me ni branili, niso me župani branili. Zakaj me niso? Zato, ker sem rekel, da bom zahteval, da bom naredil spisek, kam naj gre ta denar, da bo nek rezultat od tega. In drugo, kar sem govoril, da tudi na državnem zboru, ne na državnem svetu, ker so župani not prisotni, sem povedal, ta denar je nepravično razdeljen. In je na koncu, ko sem vse argumente povedal, je župan Nove Gorice rekel, veste pa, da imate prav. Še varuh je bil zraven. Ne? In varuh je zelo opozarjal na kriminalna dejanja v romskih naseljih. Z varuhom so bila zelo na isti liniji po programu. Ne? Ni to kar tako. Ne? Dobro, gospod Doltar, zdaj pri koncu smo. Najlepša hvala za vaše komentarje. Stvari pa se bodo odvijale, kot se pač bodo, to bomo pa videli, ali bo kdo poslušal kakšno stroko. Bojim se, da nismo dosegli še dna. Bojim se. Hvala lepa. Hvala vam za povabilo. Hvala za pozornost in nasvidenje.